Pri obrezovanju rdečega ribeza je treba vedeti par osnovnih značilnosti, drugače pa vzgoja in pa obrezovanje povsem enostavna. Imamo rdeči, beli in črni ribez. Beli in rdeči ribez se obrezuje na en način, medtem ko črni ribez se obrezuje na drugačen način. Predvsem gre pri črnem ribezu za pomladitveno obrezovanje, medtem ko pri rdečem ribezu moramo pa vedeti, do kam je treba odrezati določeno vejico. Pri rdečem ribezu si želimo na primer imeti nek grmiček, ki ima lepo razporejene ogrodne veje. Se pravi, da so odprte navzven, da ne rastejo navznoter. Te ogrodne veje bojo imele pa polno rodnih brstik. In že od začetka vzgajamo rdeči ribez tako, da dobimo na koncu 10 do 12 glavnih ogrodnih vej, na katerem rastejo rodne brstike. In potem vsako leto, najbolje je konec zime, obrezati ribez tako, da dobi čim več svetlobe in da gre večino hrane in vode v rodne brstike. Tukaj se bom osredotočil na tale grm. Grm je že starejši in zamujena je bila nega vsaj od 2 leti nazaj, se pravi zadnja nega je bila leta 2019 narejena, potem se pa 2 leti ni nič delalo in že vidimo, da je bilo prvič v preteklosti napačno obrezano, drugič ima pa kakšne veje postarane, določene so suhe. Tiste je treba vse odstraniti, ker se pri ribezu rdečem ponavadi lahko zgodi, da se določene veje posušijo, te je treba odstraniti. Če se pa glavne veje močno sušijo, je pa najbolje, da tak star grm kar cel zamenjamo. Ampak ta grm je še v redu, vidimo nekaj postaranih vej, te bomo ali pokrajšali, ali bomo pa cele dali stran. In seveda odstranjujemo cele veje stare stran samo, če imamo nekje pri dnišču novo, mlad, enoletni ali dvoletni poganjek, ki bo prevzel potem funkcijo te odstranjene veje. Paziti moramo tudi na veje, za obrezovanje, veje, ki rastejo vodoravno, ki so prenizko na tleh in pa postarane veje. Se pravi, predvsem je pomembno, kako bomo obrezali nek star grm, ki je bil mogoče tudi zamujen v obrezovanju, da se ga nekaj let ni obrezovalo. In na kakšen način pristopati z obrezovanjem pri takšnem ostarelem grmu. Najprej je treba odstraniti vse ostarele veje, nato je pa treba ugotoviti, ali je še vedno primerna oblika. Če ni primerna oblika, je treba oblikovati grm, tako da bojo glavne ogrodne veje navzven. Če ni dovolj ogrodnih vej, pa mlade veje, da rečemo dvoletne ali 1 leto stare veje, usmerimo in pa odrežemo tako, da bomo spodbudili rast novih mladih vej. Moramo vedeti tudi, da z obrezovanjem ribeza pomeni, da 50% vej, odvisno od vsakega posameznega grma, ampak približno 50% vej odstranimo. To pomeni tudi manjšo proizvodnjo hranil za rastlino. Zaradi tega je treba spomladi, takoj po obrezovanju, tudi izdatno pognojiti tla, prerahljati, se pravi najbolje z vilicami, in pa potem tla tudi primerno pognojimo in vkopljemo gnojilo, najbolje v peletih ali pa mineralno gnojilo za jagodičevje, da ima rastlina potem čez celo leto dovolj dobro zalogo hrane in naredi kvalitetne, velike in okusne plodove. Takole, po obrezovanju se nam lahko zdi, da smo kar na prvi pogled preveč obrezali ribez, ampak že takoj, ko bo zacvetel, boste videli, da se vam je delo izplačalo. Kajti res bo šla vsa voda, vsa hranila bojo šla v te rodne brste, ki smo jih pustili, se pravi tisti, ki bojo zacveteli. Pustil sem približno, tukaj sem naštel 6 starih ali pa do 7 starih ogrodnih vej.
tele nove, mlade, sem pa tudi prikrajšal, zaradi tega, da bojo iz njih nastale nove ogrodne veje, da jih bomo imeli tam nekje potem kasneje 10 ali pa 12 in pa da bojo v prihodnosti nadomestile nekatere, ki so že stare. In vedeti moramo, da na mladih ogrodnih vejah potem tudi bolj bujno rastejo sadeži, so večji, slajši in več jih je. Zato pa stare ogrodne veje kasneje odstranimo.